say it better. So I'll try to. Hello, everybody. Nice to see you again. The title is Man vs. Computer, coming up shortly. But before I continue, is here anybody that understands only English? Because if you all understand Slovene, I will speak in Slovene, unfortunately, or fortunately, whatever. So is there anybody that understands only English? No, okay. I could do the presentation either in English or Slovene. The paper is in English, the slides are in English, but I will talk to you in Slovene. Najprej sem lep pozdrav, lepo je vas videti toliko na tej naši tradicionalni konferenci, ki prav lepo uspeva, me veseli. Še posebej me veseli, da vidim določene ljudi, določene obraze vsako leto, lepo. No in kar gremo na glavno tematiko. Vprašanja bodo naslednja. Ali bodo računalniki še naprej tako premagovali ljudi na čedalje več nalogah? Kdaj se bo pojavila superinteligenca? Kdaj bo ta superinteligenca premagovala ljudi tudi v človeških lastnostih in kdaj bo ta Turingov test rešen, oziroma kdaj bodo računalniki uspešno opravili Turingov test. Nekaj, mogoče 2-3 strani bomo malce ponovili, tisti, ki ste to že 100krat slišali, ste že malce naveličani, tisti, ki pa to prvič slišite, boste pa morda prvič na hitro to slišali, a ne? To je ta Turingov test. Človek se preko računalnika pogovarja enkrat s človekom, enkrat pa z računalnikom in mora v nekem času za določeno verjetnost ugotoviti, kateri je človek in kateri računalnik. Turing je ta test postavil okrog leta 50 in takrat se šteje tudi za osnovno leto umetne inteligence, zlasti v Evropi, Američani imajo malce poznejšo letvico. Treba se zavedati, da obstaja originalni Turingov test, predvsem pa cela kupica raznih variant. Te so in tako naprej, no v praksi se jih pa nekaj izvaja. Najstarejši, saj meni poznan, je Lebnerjev test, ki se izvaja od leta 91 dalje, spet v raznih variantah. Najbolj znan tak test, ki se dogaja v resnici, je CAPTCHA. To imate neko sliko in ljudje takoj vidijo, kaj je na sliki, čeprav je malce zamegljena. Agenti, roboti pa ne. Če tega ne bi bilo, bi roboti, te softboti bi že zdavni preplavili v splet. Tako je pa tak simpel, preprost, mogoče mi bo šla kakšna angleška beseda, se opravičujem. Tako je pa tak zelo preprost test, ta grafičen test in nam pove hitro, ali je tam robot ali pa človek in potem človeka spusti, softbota oziroma agenta pa ne. Nekaj teh zelo znanih točk je v razvoju umetne inteligence. Recimo v šahu se je to zgodilo koncem prejšnjega stoletja, v Goju se je to zgodilo letos, to so take dnevne zadeve, dnevni dogodki. V Jeopardyju se je pa to zgodilo leta 2011. Tle gre za tako igro asociacij, ker poteka v naravnem jeziku, na kaj vas to spominja in morate odgovoriti. In tukaj sta dva šampiona, človeška šampiona, sta tekmovala z računalnikom, ki je pa zmagal takrat. Še ponavljamo, kar ste nekateri že slišali. Če računalniki res tako neverjetno hitro napredujejo in vsi vemo, da je odgovor da, zakaj pa potem Turingov test ljudje, spraševalci, v približno enakem času ugotovijo, ali na eni strani človek ali pa računalnik. To se enostavno ne zdi logično, ker bi morali biti čedalje težje uganiti, a na drugi strani človek ali pa računalnik. Imamo nekaj potencialnih teorij, omenil bom seveda moja, zakaj? Zato, ker meni je pač najbližja. In ta pravi, da vse skupaj temelji na nekem drugem načinu razmišljanja oziroma angleško rečemo temu računanja. Sam računanje ne pomeni 1+1, ampak delovanja informacije. In gre za to, da zadeva ni paralelna, ampak je mnogotera. In potem sem že predstavil pogosto, kako to izgleda. Trenutna verzija je taka, da imamo šibko, močno in pa univerzalno verzijo principa mnogoternosti. Šibka je ta, da če date 3 ljudi skupaj, so skupaj boljši kot najboljši od njih, oziroma če date 3 modele znanja ali pa 3 umetne inteligence skupaj, so vse 3 skupaj močnejše ali pa boljše kot najboljše izmed njih.
močna pravi, da sploh ne morete doseči prave inteligence, take, ki bi rešila Turingov test, če ni mnogotera, se pravi, če ne procesira drugače kot pa trenutni računalniki, in je pa tudi univerzalni, ta je pa že malce filozofski, ta pa pravi, če imate eno zemljo, mi vidimo eno zemljo, naš planet, potem mora biti ena zemlja nekje, mi vidimo naše vesolje, pa mora biti eno vesolje nekje. Ne. No, to je bila ta knjiga, ki je že prastara, ampak še vedno delamo na tem. Še ponavljamo. No, kaj zdaj tega se je recimo zgodilo? Ja, v umetni inteligenci so pravzaprav ta princip mnogoterosti vsi sprejeli, tam že kakšnih 15 let, nekako implicitno vsi govorijo o tem. Ta teorija mnogoterih vesoljih je pa postala zanimiva mogoče 2-3 leta nazaj in zdaj kar ena tretjina pa polovica, tretjina recimo fizikov misli, da je res tako. Zakaj? Še posebej zato, ker so ugotovili, da se vesolje širi hitreje, kot so pa mislili, in zaradi tega so ugotovili, to pa ne drži, zdaj kaj pa moramo v našem modelu vesolja spremeniti, da bo spet veljaven. Ne? In so rekli, se pa črne snovi pa 100-krat več, kot smo v začetku mislili, ne? To je pa drobna napaka 10.000%. Kdaj so pa fiziki nekaj izmerili, pa je bila napaka 10.000%, ne? Ta teorija mnogoterih vesolj pa pravi, da so polno vesolji, ne? In da zakaj se pa naše vesolje tako hitro razteguje, zato ker druga vesolja vlečejo na razen stežnost. Ta težnost je pa pač neomejena z razdaljo, edino njena jakost pada. Ne? Ta razdalja bi bila bolj preprosta, ampak ker nimamo nobenega dokaza, da res obstajajo druga vesolja, ne? Zlasti so pa teorije zelo različne, kakšna naj bi bila ta vesolja, zaradi tega pa še ni trenutno. Ampak to je normalno, v znanosti je to normalno. Zdaj pa grem na glavno temo, človek proti računalniku, primer šaha. Tukaj imate rating, šahovski rating, tukaj imate pa globino iskanja, koliko pozicij pogleda na sekundo in koliko mean instructions per second, to je pa osnovna moč, kako hitro računalniki računajo. Tukaj spodaj so še živa bitja, ampak ta skala mi ni nikoli všeč, ker postavlja opico tukaj, pa človeka tukaj, medtem ko bi morala biti po moje precej bolj raztegnjena. Namreč te ocene, koliko operacij naredijo možgani, recimo ene opice, mislim, da so precej podcenjene. V resnici so biološki procesi bolj zapleteni in vsake toliko časa se ta skala malce razširi, ampak po mojem mnenju je precej še vedno podcenjena. No, če pa pogledate, kaj so te razni programi dosegali, vidite, da se je tle zgodil celo večji preskok kot v linearno. To se pravi, tisto leto, ko se je pojavil Deep Blue, pa je leta 97 premagal Kasparova. Če bi takole čez postavili eno premico, je bil celo malce boljši kot premica. Ne? In zdaj ključno vprašanje, kaj zdaj, a ta razvoj gre kar naprej? Ne? Verjetno vsi vemo za tole letnico, vsaj vsi, ki se ukvarjamo s kognitivno znanostjo, pa s šahom, pa z umetno inteligenco. Ampak zdaj vprašanje, kaj gre pa zdaj tle naprej, pa kaj gre v drugih domenah, pa bo šlo še naprej tako. Ne? To so vprašanja, ki si zastavljam v tem prispevku. In razlog je da, vse je da. Ne? In če pogledamo tole malce bolj abstrahirano sliko, vidite, da gre malce sicer takole, malo gor, malo dol, ampak glavnem ni videti, zakaj ne bi šlo naprej. In do zdaj je šlo tako. Zdaj so šahovski programi tako dobri, tako neverjetno dobri, da o tem mediji ne govorijo več, ampak recimo, ko da najboljši šahovski prvak, ko igra z računalnikom, je igra zanimiva, takrat, kadar mu računalnik da prednost ene figure ali pa nekaj kmetov, nekaj podobnega. Potem igra zanimiva. Dokler tega ni, igra ni zanimiva, ker je ta računalniški šah enostavno premočen, predober. Skratka, ta razvoj se ni ustavil, če gledamo šah kot bi rekel eno tako zanimivo, značilno igro in tudi v ostalih igrah. In zdaj ima tak ranking, ki je sploh nekako čist nekaj izven bi rekel človeških lastnosti. In obstaja suma, da se bo to dogajalo s čedalje več nalogami, zdaj se je zgodilo to z Gojem in obstaja zelo resen sum, da bo to šlo kar tako naprej. Če pogledamo tele, kako smo s časom, v redu? Ok, treba bo spet? Če pogledamo, kaj se je dogajalo s šahom, ali pa z Gojem. Začetka so ljudje stavili, premagal bom šah, pa računalniški šah, pa premagal bom računalniški Go. In so začetka celo zmagovali.
taki recimo srednje kvalitetni materiji. Ne. Potem pa kar naenkrat je prišlo do enega preskoka, te materije so začeli izgubljati, rekel, profesionalci so začeli izgubljati, no, to je tista letnica, ko je Kasparov izgubil. To je pa tista letnica, tle še piše, vidite, outcome to be determined, ker pač slika malce starejša, ampak vse veste, v Goju je šahovski program, ki je uporabljal globoke nevronske mreže, ne sem, da je premagal, sem je tja potegnil tudi tako potezo, za katero so igralci Goja trdili, da je nesmiselna, ker je pač niso dojemali. Potem so pa ugotovili, je res to prava. Ne? Se pravi, kar se dogaja v teh desetletjih, je nekaj nepomljivega. Zdaj pa, ali nam to všeč, ali pa to ni všeč. Zdaj pa ne vem, kam so pa zginile še neke strani. No, iz moje predstavitve ste z neznanega razloga zginili dve strani. In sicer sta bi to dve... Novatero vesolje, ne. No, pobudo za ta prispevek mi je dala specialna številka revije AI Magazine, to je uradno glasilo, eno izmed uradnih glasil Ameriške zveze za umetno inteligenco. In tam so imeli celo številko posvečeno Turingovem testu. Naslov je bil Beyond Turing Test. In tam je bilo recimo 15 prispevkov in na eni strani je bilo tistih 15 prispevkov predstavljenih. So pa tudi na kratko predstavljeni v referatu, če koga zanima, pa tudi številka se da dobiti, ne, te revije. In tam, bi rekel, najbolj znani ljudje z umetne inteligence predlagajo svoje verzije Turingovega testa oziroma razmišljajo, kako bi Turingov test prilagodili, izboljšali, ne, ker od takrat od leta 1950 je menilo kar precej časa, ne, se spomnite, ne. No, in je kar veliko zanimivih idej, ki se izplača pogledati in prebrati. No, če pa pogledamo potem še moj prispevek, temu pa sem v prispevku rekel, da je to moja verzija Turingovega testa. Namreč že 15 let študentom postavljam eno in isto vprašanje, oziroma prej na predavanjih povem, vprašal vas bom tole. Postavite nekaj takih vprašanj, da jaz, če bi bil računalnik, na njih ne bi znal odgovoriti. Naloga je zelo enostavna, ne? Se pravi, vloga je zdaj malo obrnjena, študent je vedno postavljal vprašanja, ampak jaz kot profesor skušam oceniti, ali bi računalnik znal odgovoriti na tiste vprašanja ali ne. No, zdaj potem študenti seveda so študentje, ne, in pridejo s kakšnim pripravljenim že naborom vprašanj, potem pa reče, no ne, to pa zdaj vidim, da ste se naučili, ampak zdaj me zanima, če vi razumete, pa nekako omejim domeno pač na nekaj, ne. In potem se zgodi seveda zanimiva zgodba in zelo redko, recimo en ali pa dva od 10 takoj razumeta, zakaj gre v zadju. No, moja verzija testa je naslednja, pa je tudi povem, nekaj je ideja. Ideja je v tem, da nekaj rečete. Pač kar en stavek, ki pa ni trivialen. Če rečete ena je koliko, ne, lahko računalnik ve, da je to 2. Se pravi, stavek ne sme biti trivialen. Recimo rečete, naprimer, ljubim te oziroma vas. Zdaj, zakaj tega kar nekaj, ne? Pa če se vseeno, kakšen je prvi stavek. No, recimo, da je ta prvi stavek tak in potem je drugi stavek, kaj to zdaj pomeni, ne, kaj to zdaj pomeni, če vprašam moškega, ženskega ali računalnik. A znate odgovoriti kot ljudje? Računalnik ne zna, ne? Zakaj vemo, da ne zna? Zato, ker računalnik nima pojma o semantiki. Računalnik nima pojma o semantiki, če nekaj najde po simbolih nekak primeren odgovor, recimo v Google ali pa kjerkoli, potem nekaj primernega potegne, ampak tem vprašanjem imate opravka s kontekstom in semantiko in pač nimajo pojma, po domače povedano, ne. In kaj to pomeni, če vprašam moškega, ja, pa sem najbrž, so mi moški bolj všeč, če vprašam žensko, pa so mi ženske bolj všeč, kaj pa če vprašam računalnik, a se mi zdaj računalnik všeč, ne? Ja, ne, računalnika pa zdaj testiram v kontekstu Turingovega teksta, ker me zanima, ne, kako bo na to odgovoril. In tega računalnik ni sposoben generirati, ne. Jaz upam, da ste razumeli.
glede na to, da se študenti matrajo s tem vprašanjem na spletu, domnevam, da tudi vi niste uspeli v tile minutki popolnoma razumeti globino teh debat. Ne. Ok, gremo zdaj na ta ključna vprašanja, ki smo si jih postavili. Ja, verjetno bodo šli računalniki kar naprej. Nekaj je pokazateljev, da ta Moorov zakon ne bo več veljal, da se bo počasi umiril, ne? Ampak prav hitro se ne bo in so čisto šanse, da bo šel še lep čas povsem eksponentno naprej. Kdaj se bo pojavila superinteligenca? Kaj pravite? Ugibamo, ne? Ugibamo, 240 let je moje ugibanje, zdaj optimisti pravijo tudi 20 let, pesimisti pravijo bolj tam 40 leta, ne? Ampak ta največji optimisti pa pravijo, da smo že zdaj, v tistem obdobju, ko se dogaja superinteligenca, samo da se tega ne zavedamo, ne? Ponovadi ne veš, kaj se ti dogaja, dokler se že ne zgodi. Torej, kdaj bo pa ta superinteligenca prehitela ljudi v človeških lastnostih? 2045. Poglejmo, kaj pravi računalnik. Računalnik pravi maybe never. Se pravi, mogoče nikoli, ker računalniki ne bodo nikoli ljudje. Dokler ne bodo, to je mogoče malce skladno s teorijo, ki jo je profesor Markičeva prej omenila, ne. Namreč, če bi hotel biti res človek, bi moral imeti tudi nekaj podobnega človeškemu telesu in tako naprej. Vse to je ta zadnji. No. Kdaj pa bo Turingov test rešen? Kdaj bo Turingov test rešen? Še vedno nikoli, če odvisno od verzije. Bravo. Toma je uganil točno pravilen odgovor. Bravo, Toma. In odvisno od verzije, ne, za ta prvo verzijo, originalno Turingovo verzijo, ki govori v 5 minutah, pa tam 50-70%, pač 70%, se pravi, sploh ni treba, da si zelo visoko verjetno prepričan o to, ne, da pa da veliko število sodnikov reče tako, ne. Ta je verjetno kar že kmalu godan za to, da ga bodo prehteli, ne. Ampak kaj pa, če bo taka verzija testa, da bo res izpraševalec imel možnost ugotoviti, ali je to res na drugi strani res človek. Ne, to pa najbrž nikoli, ne, tudi tukaj je najbrž nikoli. Računalnik najbrž ne bo nikoli tak, kot človeka, pa saj v doglednem času ne. In je treba to ločiti, ne, se pravi, kdaj se bo pojavila superinteligenca, ki bo pravzaprav vseh takih upravilih, ne, mentalnih, pa mogoče tudi fizično z roboti, bolj sposobna ljudi, kdaj bo pa bolj sposobna v tistih ključnih človeških lastnostih kot človek, tam je pa zelo težko kaj pametnega povedati. Ne. Ok, mislim, da je to približno konec moje predstavitve. Preden bi se vam zahvalil, bi še enkrat omenil, da me je ta ideja, da bi skupaj pripravili dober prispevek na temo, ali se splača gledati bolj v globino ali manj, ker je Toma imel predavanje, me je navdušila, tako da upam, da mi boste poslali kakšne e-maile. Je pa to projekt, ne? Vsak dober esti članek je pač treba kar se zbrati, brainstorminge, neke študente nabrati, da neke teste delajo. Ampak ja, to recimo mi je danes kar bilo všeč. Ja, najlepša hvala za vse, me veseli biti ponovno z vami. Hvala.